Lep pozdrav. Moje ime je Matej Huš in sem zaposlen na Kemijskem inštitutu. Diplomiral sem iz kemije, doktoriral iz fizikalne kemije, postdoc sem pa naredil iz fizike na Švedskem, tako da nekaj o teh stvarih vem. To je tema, ki se v zadnjem času čedalje večkrat pojavlja, v javnosti krožijo različne informacije. Ponavadi so najglasnejši tisti, ki vedo o tem najmanj. In zato v bistvu sem zelo hvaležen, da je Arnes me povabil na tole konferenco, da osvetlimo tudi to tematiko, ker se mi zdi pomembno, da se vendarle pogovarjamo o teh stvarih na nek znanstven in pa utemeljen način. Torej, zelo malo fizike, bomo povedali, torej, elektromagnetno sevanje, o katerem tokrat slišite. Na fakulteti za elektrotehniko sem se pogovarjal z neki strokovnjaki in nekako smo vsi mnenja, da je mogoče problem že v izrazoslovju. Sevanje ljudi namreč ves čas asocira na jedrske stvari, na nekaj nevarnega. Mogoče bi bilo primernejše, da bi o tej stvari govorili kot o elektromagnetnih valovanjih ali pa elektromagnetnih poljih, ker v resnici gre za to. In vsa ta elektromagnetna sevanja torej niso nič drugega kot elektromagnetna valovanja, električno polje in magnetno polje, ki se širita skozi prostor. In ja, seveda, nosita energijo, navsezadnje nas to tudi greje na Zemlji, Sonce seva precej močno. Hkrati pa lahko na ta način prenašamo tudi informacije. In to je pa v bistvu razlog, zakaj uporabljamo elektromagnetna valovanja za brezžična omrežja. Seveda za prenos informacij potrebujemo bistveno manjše moči kot za prenos energije. Še nekaj fizikalnega ozadja, torej elektromagnetna sevanja ali pa valovanja, med katere sodi tudi svetloba. Na začetku so v fiziki to opisovali kot valovanja in s tem se je dalo razložiti marsikatere fizikalne pojave, interferenco, uklone, odboj svetlobe in tako naprej. Nekatere od teh stvari se pa ni dalo razložiti z teorijo sevanja oziroma valovanja. Naprimer fotoefekt, pa tudi sevanje črnega telesa. In potem je recimo Albert Einstein dobil idejo, da bi fotoefekt pojasnil na način, da je svetloba morda kvantizirana, torej da obstajajo manjši paketki svetlobe, imenujemo jih fotoni, ki so v bistvu tudi sestavni del svetlobe. Tudi Max Planck je rešil en problem sevanja črnega telesa, namreč vemo, da če telo segrevamo, se slej ko prej obarva, zato ker začne oddajati svetlobo vidnih valovnih dolžin. In s klasično teorijo elektromagnetnih valovanj bi dobili neko takole krivuljo, eksperimentalno povemo, da je situacija popolnoma drugačna. Šele ko je Max Planck uporabil to idejo, da je svetloba mogoče sestavljena iz kvantnih delcev, je dobil primerno teorijo. Se pravi, danes vemo, da so v bistvu vse delce lahko opišemo na dva načina, bodisi kot valovanja, bodisi kot delce, in temu pravimo, da je to dualizem snovi. V praksi je seveda to pomembno samo za majhne delce, kot so recimo fotoni, elektroni in tako naprej. V resnici tudi vas lahko opišemo kot valovanje, ampak je to fizikalno popolnoma nepotrebno. No in če pogledamo zdaj ta famozna elektromagnetna sevanja ali pa valovanja, torej to je spekter, ki sega od zelo dolgih valov do zelo kratkih valov. Valovna dolžina je obratno sorazmerna s frekvenco, torej kratka valovanja imajo visoko frekvenco in obratno. Vemo, da je energija, ki jo nosijo ta elektromagnetna valovanja, sorazmerna s frekvenco. Torej, zelo kratki valovi, zelo visoke frekvence nosijo višjo energijo. Tukaj nekje vmes, torej približno, kjer se konča vidna svetloba, ali pa mogoče malo čez, kjer se začne UV, potegnemo eno zelo pomembno črto in sicer valovanja, ki so na desni strani tega spektra, se imenujejo ionizirajoča. To so valovanja, ki so dejansko škodljiva. Veste, da vas sonce lahko opeče,
povzroča raka in tako naprej. Ionizirajoča valovanja namreč izbijajo elektrone iz molekul in kot veste vsi, ki poznate kaj kemije, kemijske vezi so v resnici deljeni elektroni, skratka, ta valovanja povzročajo to, da molekule začnejo razpadati. Če je ta molekula vaš DNK, potem imate problem. Valovanja, ki so na tej strani, torej ki so ki so daljših valovnih dolžin, nižjih frekvenc, imajo premajhno energijo, da bi povzročala ionizacijo molekul. Torej, od tega vam ne bo nobena molekula razpadla. Vsa Wi-Fi omrežja, 5G in vse ostale stvari, televizija in to so globoko v tem delu, pri radijskih valovih. Torej, na ta način vemo, da vsaj od kratke izpostavljenosti tem valovanjem sigurno ne bomo dobili raka. Kaj pa sploh, kako razdelimo pravzaprav ta valovanja? Torej, če pogledamo ta neionizirajoča valovanja, nekako uporabna razdelitev so nizkofrekvenčna, srednjefrekvenčna, visokofrekvenčna valovanja, potem posebna kategorija so pa še optična sevanja, to je pa recimo svetloba, ki je pa še višjih frekvenc. Danes se bomo osredotočili na ta visokofrekvenčna valovanja, to je nekje od 100 kHz pa do 300 GHz, kjer obratuje vsa ta oprema, o kateri se danes pogovarjamo, pa katere uporabo smo si pogledali v prejšnjih predavanjih. Tole je recimo en tak zemljevid, ki ga najdete na strani Inštituta za neionizirana sevanja, ki prikazuje obremenjenost z elektromagnetnimi sevanji visokih frekvenc v Ljubljani. In tale slika mogoče se izgleda na prvi pogled zelo strašljiva, tle je vse rdeče barve, ampak stvar je v tem, kako izberemo skalo. Zdaj, če bi tle izbrali skalo malo drugače, bi bilo pa vse plave barve. Tale točka tukaj je nekako najbolj obremenjena in vidite, da je 25%. 25% česa, to so sevalne obremenitve po slovenski uredbi, ki nekako določa najvišje dovoljene obremenitve. Od kje pa pridejo vsi ti viri sevanja? Torej, eden najbolj pomembnih virov, predvsem za ljudi, so mobilni telefoni, iz preprostega razloga, ker jih imamo ves čas na sebi, ali pa vsaj zelo veliko časa, in ker so nam zelo blizu, govorimo o centimetrih, ali pa mogoče največ metrih. Pomislite, kdaj ste bili nazadnje najdlje od svojega telefona. Vsi ostali viri so precej šibkejši, recimo to so bazne postaje, potem brezžična omrežja, Wi-Fi, ponavadi nimate routerja 10 cm od ušesa, medtem ko mobilne telefone pa. Potem so brezžični telefoni, televizijski oddajniki, radijski oddajniki, radarji. Potem en vir, na katerega marsikdo pozabi, so mikrovalovne pečice. Mikrovalovne pečice so v resnici zelo močen vir, zato ker je njihov namen, da se grejejo hrano, da se nekaj pogrejemo. In zaradi tega je mikrovalovna pečica Faradayjeva kletka, če jo dobro pogledate. Vse okrog je kovinski del in tudi na sprednjem steklu imate tako perforirano folijo in tiste lukance tam so nekak velikostni razred teh mikrovalov ali pa manjše. In ja, mikrovalovka je škodljiva, če vtaknete glavo not in jo prižgete. To se ve. Feni, sušilniki za lase, tudi ustvarjajo neki elektromagnetni valovanj. Skratka, to so recimo viri, katerim smo najbolj izpostavljeni v vsakdanjem življenju. Pa še zasloni, ja, tudi. No, in slovenska zakonodaja na tem področju je v resnici zelo, zelo stroga. Tale uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju iz leta 1996 deli nekako prostore na dve skupini. Torej, prvo območje so vsi ti prostori, kjer živimo, kjer se gibljemo, kjer bivamo. To so stanovanjska območja, bolnišnice, turistični objekti, šole, univerze. Skratka, večinoma se nahajate v prvem območju, drugo območje so pa bolj industrijski pa obrtni prostori, kjer so te dovoljene obremenitve večje.
Zdaj, tole je pač sken iz te uredbe. Če to grafično narišemo zgleda tako, zdaj ne bomo gledali teh številk, ampak kaj hočem tle poudariti je, da so te slovenske številke približno 10-krat strožje od mednarodnih standardov. Torej, že na tem področju je Slovenija upoštevala to načelo previdnosti. In tisti zemljevid, ki ste ga prej videli, je normaliziran na to uredbo. Torej, smo daleč pod zakonsko dopustnimi vrednostmi. Veste pa tudi, da vse te zakonsko dopustne vrednosti so vedno določene tako, da če imamo pa obremenitev 102%, pa to ne pomeni, da je zadeva pa zdaj smrtno nevarna. Tako, ker tudi en dan pretečen jogurt večinoma ni nevaren. Tudi tle so faktori varnosti ogromni. To tudi vsi inženirji, če veste, da tudi, ko se projektirajo mostovi, tam so pač ogromni varnostni faktori, recimo, ravno zaradi vsega tega, kar mogoče ne bi vedeli. In zdaj pridemo recimo do stvari, ki jo tisti, ki širijo neke strahove ali pa ki mogoče samo so zaskrbljeni, pa potem preberejo na internetu in zelo poudarjajo te stvari. Ja, neionizirajoča sevanja imajo fiziološke posledice. Vsaka stvar ima fiziološke posledice, ampak seveda odvisno je od odmerka. Tudi navadna voda ima fiziološke posledice, pa ne samo, da lahko tonete v njej, tudi če popijete 20 litrov navadne vode, boste verjetno doživeli osmozni šok. Torej, vedno pri vsaki stvari gre za odmerek. In akutne učinke, ki jih največkrat ljudje navajajo, je dvig temperature. Seveda, to je princip mikrovalovke. To je znana stvar. Potem mikrovalovno sevanje. Potem stimulacija vzdražnih tkiv. Nekako po človeškem telesu impulzi, živčni impulzi potujejo kot akcijski potenciali. Gre za depolarizacije in polarizacije, kalijevi in natrijevi ioni se prenašajo iz celic v celice, imate te črpalke in tako naprej, in tudi na to lahko vplivajo. Potem v telesu imate cel kup nekih nabitih molekul pa ionov, tam se lahko inducirajo naboji, lahko se inducirajo razni tokovi. To so vse akutni učinki, torej učinki, ki nastopijo takoj, če smo izpostavljeni zelo ekstremnim vrednostim elektromagnetnih valovanj. Jaz upam trditi, da nihče od vas ni bil izpostavljen niti blizu čemu takemu. Ljudje pa potem najbolj skrbijo za poznele učinke, zato ker te učinke vidite. Zdaj, če vas začne boleti glava, zato ker se pogovarjate po telefonu, je to sicer verjetno zaradi tega, ker imate hreščeč zvočnik v telefonu, pa ker se kitajske baterije greje. Isto, če slabo spite, ker imate Wi-Fi router zraven svoje postelje, je to najbrž, ker vam one lučke migetajo. Kaj pa za poznele učinki? Trenutno ni nobenih dokazov, pa je bilo narejenih že marsikatera študija, da bi obstajali zapozneli učinki elektromagnetnih sevanj, dokler so ta sevanja pod mejnimi vrednostmi. Veliko študij je bilo narejenih, prav nobenih dokazov ni. Seveda boste pa prebrali ogromno študij, kjer navajajo različne učinke, tule gor spadajo, pri ekstremnih obremenitvah se pojavijo. Tako da zaenkrat na tem področju nekako ne kaže, da bi bilo kaj narobe. In predvsem ti učinki niso kumulativni. To ni radioaktivno sevanje, ki se efekti nalagajo v telesu. To smo pa že povedali, torej, da so v Sloveniji te mejne vrednosti zelo strogo postavljene in da je povprečna obremenitev daleč pod temi vrednostmi. Recimo za mobilne telefone, to bomo zdaj zelo hitro pogledali, ker ni bistvo te predstavitve, se meri predvsem stopnja specifične absorpcije. Torej, zaradi teh termičnih učinkov, ki bi jih lahko telefoni imeli. In so predpisi, ta stopnja lahko znaša največ 4 W na kilogram in to se meri na tkivo, ki mu je izpostavljeno. Torej, to se meri na tisti del glave, kjer imate mobilni telefon, ne na celo telo, recimo. In tle sem navedel še nekaj številk tako za primerjavo. Torej, če je dovoljena obremenitev telefona 4 W na kilogram na tistih 10 gramov vaših možganov, ki so bili z telefona, človeško telo proizvaja 1 W na vsak kilogram, samo zato, ker ste živi. To recimo vejo tisti, ki projektirajo takele dvorane kot je tale, koliko klimatskih naprav rabimo, da se ne skuhamo tle not. Pri aktivni vadbi pa te vrednosti grejo tudi do 10 W na kilogram.
ne, in v resnici, če si izmerite temperaturo po nekem hudem teku ali pa kolesarjenju, bo vaša temperatura 38 stopinj. Ne. Pa to ni škodljivo. Ne. Torej, telo je več kot sposobno kompenzirati manjše temperaturne spremembe. Ne. Torej, pri 2 vatih na kilogram je ta meja, ki je postavljena, za celotno telo je pa ta meja 0,08 vata na kilogram. In dejansko vse telefoni testirajo. Pri Wi-Fi-ju je treba poudariti, da so te obremenitve še bistveno manjše. Torej, najvišja dovoljena moč, s katero oddaja takala naprava, je 10 milivatov, pardon, 100 milivatov. To so standardi, to predpisuje tudi zakonodaja in to je recimo 10-krat ali pa tudi 20-krat manj od mobilnih telefonov. Naslednja stvar je, Wi-Fi routerji so dlje od ljudi, kot so telefoni in vemo, da zato, ker živimo v tridimenzionalnem svetu, izpostavljenost pada s kvadratom razdalje. Površina krogle je sorazmerna s kvadratom. Tako da te, bom rekel, te obremenitve zaradi Wi-Fi-jev so res zanemarljive, ne, v primerjavi z ostalimi obremenitvami, ki smo jim izpostavljeni. Ne. Bilo je narejenih tudi veliko raziskav, nekako niso še delali raziskav za Wi-Fi, so pa delali raziskave za mobilno telefonijo. Tle je situacija dosti podobna, ker gre nekako za bližnje frekvence, ne, ker iz vidika teh fizioloških učinkov je dosti vseeno je frekvenca 60 GHz ali pa 5 ali pa 2,4. Največja raziskava je tale raziskava, ki se imenuje Interphone, ki so jo delali v več državah, v 13 državah, več kot 5000 ljudi je sodelovalo v tej raziskavi in so preverjali po več letih intenzivne uporabe telefonov, a imajo te ljudje večjo incidenco raka. In ugotovili so, da ne. Torej, samo pri najbolj aktivnih uporabnikih, ki so več kot pol ure na dan uporabljali mobilne telefone, so odkrili statistično morda neke indice, da bi to lahko imeli kakšne vplive. Na Danskem so študirali nekaj podobnega, kjer so korelirali račune za mobitel z incidenco raka, višji račun, ko imamo več, smo verjetno telefonirali, niso odkrili nobene korelacije. No, v Ameriki so pa lani objavili rezultate ene zelo obsežne študije, ki so jo delali na miših in pa na podganah, ki so jih zaprli v take Faradayjeve kletke in so jih noter obsevali z elektromagnetnim valovanjem podobnih frekvenc, kot so mobilni telefoni, 2 leti, dan na dan, noč na noč, z obremenitvami, ki so bile bistveno nad čemerkoli varnim. In rezultati so bili, da ni nič narobe s temi mišmi. Torej, miši so še vedno umrle od raka, tako une v kontroli, kot one, ko so obsevane bile. Torej, nobenih pomembnih korelacij niso odkrili. V resnici so odkrili celo, da podgani samci v obsevane skupini živijo dlje od kontrole. Pa to ne pomeni, da mobilno obsevanje koristi, ne? To samo kaže, da so te efekti, torej, če so bistveno manjši, kot karkoli lahko izmerimo, ne? To je pač statistična fluktuacija. Ne? Potem slišali boste, to je ta mednarodni odbor za raziskave raka, je razdelil te različne stvari, ki smo jim izpostavljeni v življenju, v 4 skupine, glede na to, ali so kancerogene ali niso. V skupini 1 so kancerogeni dejavniki, bomo rekli, ne? Recimo cel kup enih kemikalij noter, potem so različni virusi, recimo HPV in podobno, radioaktivno sevanje, UV, rentgensko sevanje, solarij, kajenje in tako naprej. Torej, to so stvari, za katere vemo, znanstveno potrjeno, da povzročajo raka. Potem je skupina 2A. To so stvari, ki zelo verjetno povzročajo raka. Ne? In tle not, poleg spet drugega kupa kemikalij, najdemo recimo rdeče meso, cvrtje, kavo, izmensko delo. Pač to so stvari, ki nekako smo jim izpostavljeni vsak dan, ne, marsikdo. Verjetno povzročajo raka, ampak to, zaradi tega se večina ljudi ni pripravljena odpovedati rdečemu mesu. In potem pridemo do famozne skupine 2B, ki so dejavniki, ki so morda kancerogeni. In tle not najdemo dizelsko gorivo, bitumne, aloe vero, bencin, poklic gasilca, kemično čiščenje, tiskanje, svinc, nikelj in tudi elektromagnetno sevanje.
Treba je razumeti, da tole skupina 2b morda kancerogeni, to je najnižja stopnja, za katero še nismo popolnoma 100% zagotovo prepričani. Ampak zelo verjetno te stvari v nekih normalnih obremenitvah ne povzročajo nobenih škodljivih vplivov. Ne. Pol je pa skupina 3, so pa nekako dejavniki, ki pa zelo verjetno niso kancerogeni. Opazili boste, da tle skupine niso kancerogeni. Zakaj je ni? Ne zato, ker ne bi poznali takih stvari, ampak predvsem zato, ker, kot veste, če poznate statistiko, da tega v resnici ne moremo dokazati. V statistiki vedno postavimo neko ničelno hipotezo in ta hipoteza pravi, da nek dejavnik ne povzroča raka. Potem pa postavimo še druge alternativne hipoteze, da nek dejavnik povzroča raka. Ničelna hipoteza se ne da dokazati. Torej, če delate neko študijo ali neka stvar povzroča raka, sta možna dva rezultata. Povzroča raka, ni dokazov. Rezultat ne povzroča raka, ni možen, ne obstaja. Ne. Spet, marsikdo to potem zlorablja in govori, ja, za elektromagnetno valovanje nismo dokazali, da ne povzroča raka. Ja, res je. Ne. Tudi za mleko, ki ga pijejo dojenčki, ne, nismo dokazali, da ne povzroča raka. Pač ne gre, ne. To si je treba zapomniti. To je tak zelo pomembna stvar. In potem pridemo do neke stvari, ki se imenuje preobčutljivost na elektromagnetno sevanje. Obstajajo ljudje, ki so prepričani, da jim elektromagnetno sevanje škoduje. Prvo dejstvo je, da ljudje ne moremo zaznavati elektromagnetnih sevanj, če niso ta ne vem koliko ekstremno močna, da se bomo skuhali. Torej, ne gre. Nimamo čutil za to. Podoben, kot ne moremo zaznati radioaktivnih sevanj, dokler niso tako močna, da nam začne razpadati telo. Pa vendar obstajajo ljudje, ki trdijo, da jim to škoduje in dejansko začnejo izkazovati neke simptome, če jim povemo, da je v nekem prostoru elektromagnetno sevanje. So delali dvojno slepe študije, če jim niso povedali, da tam noter ni nič, potem ti ljudje so se počutili čisto normalno. Kakor so jim povedali, da tam je skrit nek Wi-Fi router ali pa mobitel, so te ljudje imeli cel kup nespecifičnih simptomov. Glavobole, utrujenost, izpuščaje, rdečico, srbečico itd. Zdaj, treba je biti pošten. To so dejanski simptomi. Te ljudje so to občutili. Hkrati pa vemo, da elektromagnetno sevanje tega ne more povzročati. Ne. In zdaj, kako se to pojasni? Tudi mednarodna svetovna zdravstvena organizacija je izdala uradno izjavo, da tega preobčutljivosti, hipersenzitivnosti na elektromagnetno sevanje ne more uvrstiti med bolezni, ker to po njihovem in po trenutnem razumevanju znanosti ne more biti bolezen. Gre za neko stvar, ki se ji reče nocebo efekt, in sicer to je zloben dvojček placebo efekta. Veste, da vse študije zdravil moramo delati dvojno slepe, zato da izločimo vpliv placeba. Nocebo je obratno. Če vi verjamete, da vam neka stvar škoduje, vam škoduje. In nocebo efekt je v resnici skoraj močnejši, ali pa vsaj toliko močen kot placebo efekt. Tako da ljudje, ki berejo teorije zarote, pa ki so prepričani, da jim cel kup stvari škoduje, prej umrejo. In jaz sem se pol včlanil v skupino za Slovenijo brez 5G na Facebooku, ki me zanima, kaj je tam not. In tam noter najde človek cel kup nekih zelo zanimivih sestavkov, ki jih jaz ne razumem kot naravoslovec. Recimo, frekvenca malo na 60 GHz je resonantna frekvenca atoma kisika. Zdaj, ne vem, ni. Molekula kisika ima neke resonančne frekvence, ampak niso pre 60. To pomeni, da če ga bombardiraš s to frekvenco, se spremeni energetsko stanje elektronov in spreminjajo orbite oziroma energetske potenciale. S tem se spremenijo fizikalne lastnosti kisika in se nepravilno veže na organske molekule oziroma nepravilno deluje v telesnih procesih. Posledica je lahko zelo hitra smrt, brez kakršnih koli zunanjih znakov. Nedokazljivo. To je edina resnična beseda v tem sestavku. Je to nedokazljivo. In tega je ogromno. Te ljudje so čedalje glasnejši. Oni pošiljajo neke peticije na vlado in v parlament in se skušajo preprečiti vzpostavljanje bodisi Wi-Fi-jev v šolah, kot je tale projekt SIO 2020 ali pa 5G in cel kup neke tehnološke stvari. In problem je, da te ljudje si lahko privoščijo biti glasni. Medtem, če boste povabili nekoga iz fakultete za elektrotehniko,
bo govoril podoben kot jaz. Najprej vam bo naštel, kaj vse teoretično lahko gre narobe, če smo izpostavljeni izjemnim visokim izpostavljenostim, ampak ker pač znanstvenike nekako veže ta poklicna, kako bi temu rekel, pač ne moramo si privoščiti govoriti stvari, ki niso res. Medtem, ko te ljudje si pa lahko. Nismo omejeni, tudi na Švedskem je povsod po svetu imate take norce. In recimo, ena prijateljica mi je poslala pač na Facebooku sporočilo, poglej si to. Pa te svarijo, da se ne smemo približevati virom sevanja. Ona je diplomirala medicino. Pa jaz ne pravim, da je neumna, ampak na internetu vse stvari lahko izgledajo enako kredibilno. Internet je v resnici podoben kot javni WC. Tam je cel kup neke svinarije. To je na spletni strani STFN. In če pogooglate STFN, ugotovite, da to pomeni Stranger Than Fiction News. In prvi zadetek na Googlu je, da so jim prepovedali imeti kanal na YouTubu, zato ker je to v resnici nek kult. Ampak njihove spletne strani izgledajo kot nek kredibilen medij. Če ne poznate razlike med Bloombergom pa STFN, oboje deluje enako prepričljivo. In tega je ogromno. In pol tudi v slovenščini naredijo zelo take lepe spletne strani, kjer navedajo cel kup nekih neumnosti. In ljudje seveda to marsikdo verjame. In vemo tudi, da algoritmi na internetu delujejo, recimo na Facebooku, na YouTubeu in tako, oni vas skušajo čim dlje obdržati, da ste aktivni in vam prikazujejo stvari, ki vas zanimajo. In ljudje, ki začnejo to gledati, bodo dobivali večinoma te stvari. In tudi slavni ljudje niso imuni, slavni, pač poznani ljudje niso imuni na te stvari. Pač to je velik problem. In pa znanstveniki oziroma strokovnjaki se pa proti tem lahko borijo v znanstvenih člankih pa v kakih takih javnih intervjujih. Dost manj upadljivo, dost manj wow efekt, ampak spet ne moramo se vsega privoščiti. No in če gremo zdaj še do praktičnih meritev. ARNES je naročil meritve izpostavljenosti elektromagnetnih sevanj najprej v svoji stavbi, potem pa še na eni osnovni šoli. To je naredil Inštitut za neionizirana sevanja v Sloveniji. Marca letos so to merili na ARNES-u. In torej takele dostopne točke so postavili in tole so rezultati teh meritev. Torej, rdeča črta kaže ena, to je zgornja meja po uredbi. Tole je pa zdaj dejanska izpostavljenost, ki smo jo deležni. In tle so centimetri. Torej, vidite, da že 20 cm stran od ruterja je izpostavljenost pade pod karkoli zaznavnega v primerjavi z temi vrednostmi iz uredbe. In polka se torej to so maksimalne vrednosti, to so izpovprečene vrednosti, ki smo jim dejansko lahko izpostavljeni. In vidite, da povprečne vrednosti so že približno 2 cm od ruterja pod kakršnimi koli uredbami. To so sklepi, ki so jih zapisali v te meritve. Torej, je razvidno, da so maksimalne polja presežene samo neposredno 20 cm od naprave, na človeku dostopnih lokacijah meter ali več dosegajo le nekaj odstotkov mejne vrednosti. Povprečne vrednosti so odvisne od števila klientov, torej več ljudi, ki se povežejo na router, pač močnejši signal oddaja, logično. Pri sočasno priključenih 30 klientih na eni dostopni točki na oddaljenosti 1 cm od routerja smo na 1,1 vrednosti iz uredbe, drugače pa so te bistveno nižje. Pa ne pozabiti, uredba ima še faktor 50 približno varnega območja, da pridemo sploh do prvih termičnih učinkov, da se vam koža segreje za 10 stopinje. Pa še od tega do tega, da bi dobili raka, je pa pol še verjetno milijonkrat ali pa sploh ni. Skratka, to. In v okviru tega projekta SIO 2020 so potem te meritve naredili tudi na osnovni šoli Lenart, kjer so jih pač prosili, da bi to imeli, da bi lahko staršem povedali, da bi učiteljem povedali, skratka, da bi imeli nek dejansko izmerjene rezultate in bi lahko rekli, ni razlogov za strah. Spet te meritve je izvajal INIS in tole so recimo merilna mesta, so bila različne točke v učilnicah, kjer se lahko učenci zadržujejo, ob oknu, na mizi, na stolih in tako naprej.
In vidite, da obremenitve so manj kot 1% dopustnih obremenitev. Ne. Skratka, daleč od tega, da bi bilo to kakorkoli sporno. Ne. In recimo glavni sklep, ne, meritve na Osher-Lenard kažejo na zelo nizko obremenitev okrog 1% predpisanih dovoljenih vrednosti. Tako da, če strnem to današnje predavanje, neionizirajoča sevanja lahko imajo neke učinke na ljudi pri zelo visokih vrednostih. Torej, ne smete govoriti, da jih nimajo, ker jih imajo. To so tako imenovani akutni učinki. Seveda, ne, akutni učinki se pojavijo šele pri 50-kratniku mejnih vrednosti, ki so jih postavile mednarodne organizacije. Slovenske meje so še 10-krat nižje od teh mednarodnih mej. Pa še videli smo, da so obremenitve pa potem kak odstotek zgolj teh slovenskih mej v praksi. Ne. Ni nobenih dokazov, da bi ta izpostavljenost povzročala kakršnekoli dolgoročne zapoznele učinke. Ne. Zato, ker verjemite, da prva resna raziskava, ki bi to odkrila, bi bila ne na STFN, ampak verjetno bi bila v New York Timesu. Ne. Najprej bi bila v Nature, pa bila pa še v New York Timesu. In skratka, ljudje zaradi Wi-Fi-ja torej smo daleč od teh mejnih vrednosti. Tisti, ki vsemu temu ne verjamajo, pa so prepričani, da Wi-Fi vsem škoduje, bi jim pol svetoval, da pa mogoče najprej se poslovijo od svojih mobilnih telefonov, ki so itak daleč največji vir in več kot 90% obremenitev dobimo vsi od mobilnih telefonov. Wi-Fi je zanemarljiv. To je ena pomembna točka, namreč potem dostikrat tudi na nekaterih šolah so imeli predloge, da kaj pa, če bi naredili Wi-Fi na tak način, da bi bilo neko stikalo, pa bi lahko, ker Wi-Fi-ja ne potrebujejo, to izključili, ne, recimo med poukom. Ali pa nekateri doma to naredijo. Ne. Zdaj, če doma izklapljate Wi-Fi po noč, verjetno ni neke velike škode. Ne. Zdaj, oprema, ki je v šolah ali pa na Arnesu, je pa ni oprema, ki jo imamo doma, router za 30 €, ampak je malo dražja in te opremi dejansko škoduje, če jo mi zdaj izklapljamo pa vklapljamo. Ne. Električnim napravam je največji šok to, da dobijo napajanje ali pa ga izgubijo. Ne. In v resnici se s tem dela velika škoda. Ne. To je draga oprema. In ni razlogov, da bi jo izklapljali po nepotrebnem. Ne. Tudi, če se spomnite, smo prej imeli točko, da v resnici, če se vi ne povezujete na Wi-Fi router, pol on v resnici ima zelo nizek signal. Ne. Glede te hipersenzitivnosti, ki smo jo omenjali, torej, ja, obstaja, ampak razlogi so druge, niso v elektromagnetnih sevanjih, ampak razlogi so najverjetneje nocebo efekt, torej, da ljudje verjamejo, da jim to škoduje in potem jim res škoduje. Tudi tole, da je elektromagnetno sevanje v razredu 2B, je treba pravilno razumeti, torej to ne pomeni, da je to mogoče rakotvorno, ne, ker če je to problem, pol lahko tudi nehamo vsi jesti meso pa nositi obleke v kemično čistilnico. Vstopne točke Wi-Fi so pa zanemarljiv dejavnik tveganja, tudi če bi bilo to zelo nevarno. Ne. Mogoče ta zelo pomembna točka, ne, na internetu vse stvari izgledajo zelo kredibilno, vse je videti enako resno, če najamete enega grafičnega oblikovalca pa naredite dizajn. Ne. Tega se je treba zavedati, ljudje so čedalje bolj, ne vem, če so čedalje bolj pismeni, imajo pa dostop do čedalje več informacij in dezinformacij. In ljudje berejo in potem pridejo, tudi verjetno v šolah se boste s tem srečali in nekateri starši bodo imeli zelo močna zakoreninjena mnenja. Rešitev je izobraževanje, ne, da poskušamo ljudem vseeno dopovedati, zdaj starega osla ne moramo naučiti novih trikov, lahko pa delamo na tem, da izobražujemo mlade, ne, ker če se spomnite, recimo pred 25 leti je bil velik problem vožnja pod vplivom alkohola, danes so mladi bistveno bolj odgovorni, zato ker se je na tem intenzivno delali, ne, ker se je izobraževalo ljudi, ker se je ves čas poudarjalo, da nisi kul, če voziš pijan. Enako lahko naredimo tudi na drugih področjih, ne, pač treba je mlade izobraziti in treba jim je dati orodja, s katerimi bodo oni sposobni ločiti zrnje od plev na eni strani, pa seveda dobro znanje fizike, kemije in biologije, pa tudi ostalih predmetov na koncu koncev. Tako da na tej točki bi se vam jaz zahvalil za pozornost, pa če so kakšna vprašanja, z veseljem odgovorim na njih. Hvala.
Vidim, da je kar neki rok, tako da, ne vem, Maja. Spet jaz. Ja, Maja Vreča z Arnesa. Pravzaprav imamo zoprn izziv trenutno, ker so te neumnosti iz interneta prišle tudi zares naše šole, skozi pač neke zloženke, ki so jih dobili pač nekaj 10,000 otrok, kar pomeni, ker gre za otroke v osnovni šoli, potem to vidijo tudi njihovi starši. In tam navaja tisto raziskavo, ko ste imeli na pač enem od teh slajdov, ne, ti z miškami, tam, ker je pač neki so pa nekje dokazali, ne? Kao. In navaja tisto raziskavo kot dokončni dokaz, ne sem, kot da je to grozljivo škodljivo, ne, in da povzroča raka in da je to katastrofa. Ne? In to so dobili otroci, nažalost. Tako da imamo pravzaprav kar hud izziv, ne, kako se s tem boriti, ker so pač vse te fake news, ne, ko prihajajo tudi lahko na ta način po nesreči v šolo. Ne, zaradi pač. Ja, to je problem. In tudi recimo ta raziskava, ameriška raziskava, oni so 2 leti pol, ko so že imeli vse rezultate, so se kregali med seboj statistiki, kako bi to ocenili. Ne? In seveda, nekateri ljudje so to razumeli kot, aha, oni nekaj prikrivajo. Ne, rezultati so en sam šum, nič se tam ven ne vidi. Ne? In zdaj je vprašanje, a bo rekel, ne povzroča rak, ali mogoče pod nekaterimi pogoji morda bi lahko bilo malo škodljivo. Ne? In ja, zdaj, da pa delijo te pamflete, ne, to je pa resen problem. Ne? Zdaj ne vem, a se to da sankcionirati, ali ne? Ja, jaz pa imam eno vprašanje, in sicer, če ste delali mogoče kakšne študije tudi, koliko se spremeni sevanje mobilne naprave, če oddaja oziroma sprejema podatke preko 5 GHz omrežja v učilnici, ne vem, 2,4 na hodniku ali pa celo preko 4G. Ker v bistvu po moje se še tukaj potem z Wi-Fi-jem še znižuje sevanje same naprave. To spravi, da v bistvu s postavljanjem bežičnih omrežij v šoli v bistvu znižujemo stopnjo sevanja v učilnici. Ne? Definitivno, zaradi tega, ker slabši kot je signal, bolj te naprave, ki jih imamo v rokah, kričijo. Ne? Bolj poskušajo, z večjo močjo poskušajo spostaviti signal in ja. Tako da, in tudi, zdaj, ni povezan s tem, ampak tudi za 5G, ki pravijo, da bo povečal obremenitve, v resnici jih bo zmanjšal. Ne? Ker te moderne naprave imajo čedalje nižje moči oddajanja. Ne? Jaz to včasih primerjam, ne? To je približno nekoliko kot kontracepcijske tablete. Ne? Pred 40 leti so bile grozne, ne? Pa tisti, ki so to jedli, so imeli močne stranske učinke. Ne? Vsako naslednjo generacijo je tam nižji odmerek. Ne? In tudi s elektroniko trenutno je to. Ne? Vsaka naslednja generacija ima bistveno nižje sevalne moči, zato ker pač smo boljši in znamo to narediti. Ne? Tako da obremenitve v resnici padajo.